Živijo, in tukaj, gledajte, Mata Nezi. Jaz tukaj znam Mato na najbolj easy način. Preden sploh karkoli dan začnemo, bi vsem rad zaželel srečno novo leto in še posebej pa normalno, najbolj normalno novo leto in srečno že spet. Upam, da ste pač se fajn imeli med prazniki, jaz lahko pač priznam, da sem kar se pošteno nalenaru, ampak zdaj pa čas, da gremo nazaj v akcijo, ne. In danes bomo pač imeli filmček o izrazih, pač izrazi, ne. In zaradi tega, ker je glih novo leto, bomo imeli danes ta prvi pač filmček od izrazov, ne, ker jih bo bilo več. In to je tudi najlažje. Seštevanje in odštevanje. V bistvu, kaj izrazi sploh so? No, izrazi so v bistvu nekako računi, ne, ki vsebujejo tele x-e pa y-e pa a, b, c-je, ne. Že tudi možno, da nikoli še nisem videl. Vsem tem črkam, ne, v matematičnih računih se jim reče neznanke. In v bistvu izrazi so pač računi z neznankami, ne. In danes bomo šli skozi tale izraz. X minus 2 je enako minus 2x plus 1. In še preden se ga lotimo sploh pač reševati, ne, verjetno kakšni, ki ste to snov že pač obravnavali, se vam zdi ta precej lahek. Za tiste, ki še niste, moramo najprej ponoviti eno zelo pomembno stvar. In to je pač ta zapis tukaj. 1 je enako 2 minus x. Zdaj pa, verjetno ste, pač, če bi to bilo zapisano kot x je enako 2, bi to vsi vedeli, kaj to pomeni, ne, da je x enako 2, ampak tukaj je malo drugače pač napisano. Rabite prav že razmišljati, kaj boste s tem naredili. Zaradi tega, ker v bistvu pač tukaj ni x na levi, torej ne vemo, kaj x je, ampak vseeno je tukaj x, to je izraz. In čeprav je kratek izraz, ga bomo rešili in vam bom pokazal, kako. Zaradi tega, ker pač x bomo probali spraviti na levo stran, ne, ker tako je pač običajno. Ja, ampak kako bomo to zdaj naredili? Pač damo čez, lahko, ne, obrnemo na drugo stran, ampak je pa nekako en catch, ne. Tukaj lahko pri 1, ker vemo, da je pač plus 1, ne, lahko še napišem zraven plus, zaradi tega, ker še ni napisan, je plus 1. In zdaj pa rečemo, da bomo ta x pa pač 1 zamenjali, ne. Bom to jaz takole naredil. Potegnem črto do sem in bo 1 prišla sem, ampak x pa zdaj hoče iti namesto od 1, ne. In bo šel zdaj sem. In zdaj pa pride tisti catch, tisti poseben del. Vidite, da je tukaj plus, no tukajle bomo dali minus. In a vidite, da ima x tukajle že na začetku minus, ne, no, tukaj bomo pa dali plus. Zaradi tega, ker kadar v bistvu menjamo pač števke ali pa neznanke, pač kadar jih dajemo na drugo stran enačaja, jim zamenjamo predznak, ne. Zamenjamo jim predznake. Torej, če je plus, rata minus, in če je minus, rata plus. In zdaj pa to v bistvu napišemo tukajle, ne, spodaj. Bom vzel tole kredo in bom napisal plus, ne, plus x je enako, 2 bom pač prepisal tam gor. Napisal bom pa še namesto plus 1 oziroma 1, ne, minus 1. Minus 1. In to zdaj vidite, da lahko pač izračunamo tako, kot sem prej rekel, ne. X je enako 2 minus 1, torej je x enako 1. In to je v bistvu celotna čarovnija nekako, ki jo rabimo za take izraze. Vsem jasno? No, super, zdaj me to na hitrico zbrisal in bomo šli zdaj pač reševati tale izraz, ki ga imamo gor napisanega, ne. In kar začnimo. Najprej bom jaz to takole si pripravil. Torej, imamo x minus 2 je enako minus 2x plus 1. Kako bomo to rešili? No, vemo, da bomo vse pač spremenili oziroma pač neznanke spravili na levo stran enačaja, ne. Ampak preden bomo to naredili, jih bom pač nekako barvno ločil, da bo vsem bilo ful jasno, kaj delamo. Torej, vse neznanke bom napisal z roza barvo. Torej, x pa minus 2x pa enačaj bom tudi z roza barvo. In zdaj pa števke bom pa napisal z modro barvo. Torej, minus 2 in pa plus 1.
Vidite, barvno ločeno zdaj vse lepo. Lepa. In bom še napisal zraven, pač vse te predznake, ki manjkajo, bom zraven še dopisal, torej plus x. In zdaj se lahko lotimo v bistvu reševanja. Kaj bomo najprej naredili? Bomo ta plus x prepisali še eno, ne? In potem tegale minus 2x bomo pač na drugo stran enačali. Zaradi tega, ker je tukaj minus, bo bil plus 2x na drugi strani je enako. In zdaj pa na desni strani bomo pa minus 2 prestavili, torej v bistvu bom najprej tole tako naredil, plus 1 bom samo prepisal. In bom potem to dvojko še, tukaj vidite, da je minus odspredaj. In zdaj, ker je na drugo stran enačala, se bo ta pač predznak zamenjal, ne. Torej bo bil plus 2. In zdaj v bistvu to lahko še nekako poenostavimo, ne. Tukaj novo vrstico. Plus x plus 3x je, oziroma plus x plus 2x je 3x. Sem malo mislil, ups. In potem pač ta plus 1 plus 2 je 3. Oziroma natančno plus 3 in plus 3x. In zdaj vemo, da če pač so 3x-i 3, ne, je tudi logično, da nx je enako 1. In to je dobesedno cela čarovnija. Ful belizi, ki se je zdaj na začetku, ne. In grem samo še na hitrico čez. Kadar v bistvu dajemo neznanke ali pa števke na drugo stran enačaja, ne, jim zamenjamo predznak. Torej, če je na primer plus x, bo nastal minus x. Ali pa če je minus x, bo nastal plus x, ne. Plus 1 se nam je spremenil v minus, pač plus 1 je tukaj vse, ne, ampak minus 2x se nam je spremenil v 2x. In tukajle še ta drug, pač minus 2 se nam je spremenil v 2, a vidite. Ni več pač negativen, ampak je pozitiven, in ni več negativen, ampak je pozitiven. In v bistvu tako dela, pač zamenjamo predznake, ne. Minus x bi se spremenil v plus x in plus x bi se spremenil v minus x. In to je celoten filmček. Upam, da bi bil ta filmček všeč. Če bi bil, bi mi ful pomenil, če bi ga všečkali, ali pa če bi se naročili na tukaj na Mate na Easy. Čisto brezplačno je in dobesedno bi mi ful pomagali. Mogoče povejte še kakšnim prijateljem in že spet srečno in najbolj normalno novo leto. Čau!